Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, tokrat v živo, ki smo ji dali naslov Gospodarstvo, talec višjih stroškov energentov, žrtev so sredstva za razvoj in investicije. Gospodarstvo že nekaj časa opozarja na enormne dvige cen energentov, zlasti električne energije in pa zemeljskega plina. To še zlasti velja za energetsko intenzivne podjetja, vendar pa se v zadnjih tednih s tem soočajo tudi druga podjetja v gospodarstvu. Na današnji novinarski konferenci so zato z nami predstavniki nekaterih najbolj prizadetih dejavnosti, in sicer prehrambene, jeklarske in papirne, da bi spregovorili o težavah, s katerimi se soočajo zaradi dviga cen energentov. Konkretneje pa želimo danes predstaviti tudi predlog sheme pomoči, ki smo pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije. Dovolite, da vam za začetek predstavljam današnje govorce. Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, magister Aleš Kantarutti, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije in direktor Celjskih mesnin, gospod Izidor Krivec, izvršni direktor za proizvodno tehnologijo in investicije SEA Group, Slavko Kanalec, in pa tehnični direktor v podjetju Goričane, gospod Janez Gale, z nami je pa tudi glavni ekonomist pri analitiki GZS, Bojan Ivanec. Sicer so pa v dvorani prisotni tudi še direktor Zbornice gradbeništva, gospod Gregor Ficko, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Vesna Nahtigal, in pa Petra Prebil-Bašin, direktorica Združenja papirništva. In za začetek najprej prosim za besedo generalnega direktorja, gospoda Kantaruttija. Hvala, Tajda. Lepo pozdravljeni vsi tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se vam za vašo udeležbo. Poskušamo ob maksimalnih standardih seveda vendarle v živo izpeljati, tako kot smo minuli teden izpeljali podobno tiskovno konferenco za industrijo sejmov in srečanj, ker je vendarle pomembno, da poskušamo odgovoriti in pojasniti čim bolj nadzorno, čim bolj plastično predloge, ki smo jih pripravili na to temo, torej težav, ki so postale in se porajajo zaradi cen energentov, cen seveda zemeljskega plina, električne energije, pa tudi ostalih surovin. Zdaj, nekaj je bilo že rečeno, da poskušamo resnično že od začetka, ko se je to začelo in ko smo ugotovili seveda skupaj z našimi člani, ko so nas tudi člani začeli opozarjati, da to predstavlja res zelo velik problem, veliko breme, finančno breme in da seveda se to kaže, da tudi na dolgi rok ni videti hitre skorajšnje rešitve, da ne gre samo za en kratek, mogoče manjši, da rečem sezonski skok, ampak da so trendi precej negotovi in v bistvu predstavljajo resno tveganje za velik del slovenske industrije. Smo seveda že takoj, to je bilo v začetku oktobra, na to opozorili vlado in pristojna ministrstva, ne samo opozorili, ampak konkretno z predlogi, za katere menimo, da bi jih vlada lahko že doslej, vsaj nekatere tudi izpeljala, zaprosili, da resno o tem razmislijo in da gredo v odziv. Glede na to, da so te težave, ki so vezane torej na rast cen energentov, na rast cen tudi surovin, tako ali drugače, prizadela in bodo še bolj prizadela tudi v prihodnje en pomemben del slovenskega gospodarstva, ki mu rečemo kar hrbtenica gospodarskega ekosistema, ne samo v Evropi, tudi v Sloveniji. Govorimo torej o zelo močnem delu industrije v ožjem tem smislu proizvodno-predelovalne dejavnosti, ki zaposluje, to želim zelo jasno povedati, več kot 200 000 zaposlenih, kjer je približno, v katero je vključenih okrog 20 000 podjetij in prispevajo ta podjetja 24% k dodani vrednosti gospodarstva. Zato ta del slovensko gospodarstvo uvršča med najpomembnejše industrijska gospodarstva, zasedamo 3. mesto v Evropski uniji za Češko in Irsko in to ni nekaj, kar je nastalo čez noč, ta del gospodarstva, ampak je to ta industrija, ta del gospodarstva pomemben del naše tradicije, da tako rečem, naše industrije oziroma gospodarstva od nekdaj. In točno ta del gospodarstva tudi generira ne samo delovna mesta, ampak pomembna razvojne projekte, ustvarja nove rešitve, pomembno prispeva na nazadnje tudi k ključnima
transformacijama, torej zeleni transformaciji in nenazadnje digitalni transformaciji. Zato je zelo pomembno, da dobimo seveda tudi kakšen odziv od naših odločevalcev, od vlade. Če pa menimo vsi skupaj, da ta del gospodarstva ni pomemben, potem se lahko tudi tako dogovorimo, pa pustimo, da počasi gre v zaton. Ampak mislim, da tega si ne moramo privoščiti, absolutno ne. Zato, kot rečeno, kar nekaj predlogov že takrat v oktobru, ki smo jih zdaj nadgradili s konkretno shemo podpore prizadetim podjetjem, subjektom, zelo razdelali in bo kolega Bojan kasneje tudi predstavil. Kar je pomembno, je to, da smo pri tem res konkretni, da smo preverili tudi pravno podlago. Seveda vemo, da tukaj dostikrat trčimo ob evropsko zakonodajo oziroma regulativo. Našli smo pravno podlago, ki omogoča, da gre Slovenija po tej poti in da pomaga na ta način najbolj prizadetim. Razdelali tudi, kdo so upravičeni subjekti, zelo jasno postavili tudi merila, kot rečeno bo Bojan več kasneje o tem povedal, tudi kakšna je ocenjena vrednost te pomoči, tudi seveda za proračun in nenazadnje vir, ki se nahaja, če tako rečem, v tistih rezervacijah podnebnega sklada, ki so nastale iz od prodaje emisijskih kuponov. Se vsi razumemo, seveda, da so to sredstva, ki so pomembna za predvsem razvoj, za ta pot v smeri brezogljične ekonomije, v znižanje obremenitev za okolje in tako naprej. Ampak to so vsa podjetja, ki ogromno tudi vlagajo v te procese. Ne gre čez noč. V tem trenutku, včeraj, danes, jutri, pa potrebujejo pomoč za to, da sploh preživijo. Ali vsaj, da se v veliki meri izognejo res kriznim situacijam, v katere jih bo, ali jih nekatere že pahnile cene energentov. Tako da enostavno razumemo, da so to namenska sredstva, ampak tudi razumemo, da brez te pomoči ne bo ne digitalnega, ne zelenega prehoda, vsaj za nekatera podjetja. Tako da res pričakujemo odziv v najkrajšem času tudi vlade na ta konkreten predlog, predvsem Ministrstva za okolje in prostor. Pozitivne signale smo prejeli že tako od gospodarskega ministrstva kot od Ministrstva za infrastrukturo in računamo, da bomo v dialogu, v komunikaciji to shemo, če bo potrebno, seveda še nadgradili, dogradili tako, da bo res v korist tistih, ki najbolj občutijo ta trenutno situacijo na trgih. Tukaj bi samo še omenil, da smo vendarle pričakovali mogoče nekaj več aktivnosti od naše vlade, tudi kot predsedujoča Svetu Evropske unije, da bi v okviru Evropske unije dosegli bolj odločen odziv pomoči ne samo za gospodinjstva in, bom rekel, fizične uporabnike, ki vemo, bodo marsikdo tudi v Sloveniji nažalost čutil posledice podražitve energentov in govorimo o tej energetski revščini. To je prav in pozdravljamo to, ampak potrebno je seveda vedeti tudi, da je za evropsko gospodarstvo ta del industrije vendarle zelo pomemben, je pa res, da ne v vseh ekonomijah, v vseh državah enako. In zato je seveda logično, da v nekaterih državah, ne bom rekel z levo roko, tako jemljajo ta problem, ampak mogoče za njih to ne predstavlja takšno težavo kot za tiste najbolj industrijske države. In zato pričakujem, da kljub samo naša vlada še v tem obdobju, ki je ostalo do konca predsedovanja, jasno izpostavi še enkrat vsakič, ko ima priložnost, da to je velik problem in da se poskuša resno izoblikovati koalicijo, bomo rekli, energetsko intenzivnih gospodarstev tudi znotraj Evropske unije, ki bi seveda učinkovito dosegla, bom rekel, ne tako anemičen odziv na to situacijo, tudi za gospodarstvo. Kar želim še res ob koncu poudariti je, da na Gospodarski zbornici Slovenije želimo seveda opozarjati na takšne podobne težave, ki se zgodijo in dogajajo v gospodarstvu. Ne želimo pa sem z spiskom želja priti ali pa to morate izboljšati, ampak želimo konkretno, s konkretnimi predlogi predlagati, pomagati tudi v nekem smislu odločevalcem, da se pripravijo konkretni ukrepi. To želim doseči, da vendarle tudi mi naredimo svojo nalogo,
da najdemo, kot sem rekel, od pravnih podlag do virov, do učinkov, ki so pomembni za reševanje problemov, in v tem kontekstu mislim, da smo lahko šele na tak način res verodostojen, kredibilen partner in vladi, pa tudi drugim inštitucijam v tej državi. Jaz se to upam trditi, da znamo, da smo sposobni, ne nazadnje imamo za nami naše člane, ki znajo seveda še kako dobro povedati, kaj je tisto, kar jih seveda najbolj bremeni, kar jim najbolj povzroča težave pri njihovem poslovanju. In zato me veseli, da imamo danes res tri eminentne predstavnike slovenskega gospodarstva in bi prosil, da mogoče se damo njim besedo. Tako, in zato bi kar začeli. Gospod Izidor Krivec, kot rečeno, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije in direktor Celjskih mesnin kot predstavnik prehrambene industrije. Gospod Krivec, izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. To, kar se je zgodilo letos v živilski industriji, ne pomnim v svoji 25-letni karieri. Dvig, ki se bo seveda zgodil energentov s 1.1.2022 za večino, 2022 za večino naših podjetij, je samo eden od segmentov. Mi smo deležni dviga našega repromateriala, surovin, ki jih pač rabimo za našo proizvodnjo že zadnje 3 mesece ali pa že več. V tem obdobju se naš repromaterial dvignil za več kot 30%. Vse to je seveda vezano tudi na energijo, ki se draži. No, z začetkom naslednjega leta pa se nam obeta pravzaprav, bom rekel, katastrofalna situacija na področju energije. Moram povedati, da živilska industrija nekje porabi v svoje, ali pa ima procent na prodajo energentov od 1 do 5-6%, odvisno kako so se pač po strukturo prodaje, strukturo proizvodnje in pa seveda kako so se nekateri tudi že v preteklem obdobju prilagodili, optimizirali z sončnimi elektrarnami in podobno. Vendar ti procenti pomenijo ves praktično dobiček, zajedajo se tudi v EBITDA in so pravzaprav požreja ves investicijski in pa razvojni potencial podjetij. Tako da pravzaprav določena podjetja, in to pomeni tudi takšno likvidnostno motnjo, ker energente, vemo vsi, je treba plačevati sprotno, da bi lahko nekatera celo propadla. Jaz upam, da bomo tu naleteli na nek odziv pristojnih organov, da nam bodo tu pomagali. Nenazadnje, živilska industrija je pomemben segment v slovenskem gospodarstvu, je nekakšen amortizer tudi sociale. Vemo, da živilska industrija v glavnem posluje, bom rekel, ne preveč dobičkonosno. V primeru, da seveda ne bo tukaj nekakšne pomoči, bomo poskušali to preleviti tudi v cene, vendar vemo, da to v naši industriji, v naši dejavnosti ni možno takoj. To so meseci, tudi leta, da lahko dvignemo pravzaprav ali pa te stroške prelevimo v naše prodajne cene. Vendar bi to povzročilo tudi veliko inflacijo. Potrošnik bi seveda tukaj bil pravzaprav zelo obremenjen, bolj kot z cenami oziroma z dodatnimi stroški na položnicah za energijo in ogrevanje, bi se to poznalo na hrani. In pravzaprav si ne predstavljam, mi bi morali dvigniti zaradi dviga energentov cene za 15% plus seveda še skoraj toliko zaradi dviga repromateriala, in če si to zračunate, veste, kam bi potem šla tudi hrana in ostale dobrine v naši državi. Naša konkurenčnost bi se popolnoma tudi zmanjšala. Vemo, da je slovenska živilska industrija 30% izvozna, ta potencial bi padel in seveda to bi pomenilo tudi za naše kmetijstvo in vse skupaj katastrofa. Torej, upamo, da bomo tu deležni pomoči. Če bi bil dvig 20-30% energije, kar bi mogoče bilo normalno, bi bili čisto tiho, ker pa so tu dvigi od 400 do 600%,
pa to seveda ne moremo graditi v naše cene, v naše poslovanje. In tudi smatramo, da so seveda vse te zadeve špekulativne, to ni normalen dvig. Po eni strani bomo imeli obubožano industrijo, po drugi strani bogata podjetja, ki trgujejo z emisijskimi kuponi, kar seveda ni prav. Država, Evropa bo morala to regulirati, sicer evropsko gospodarstvo, pa tudi slovensko, ne bo več konkurenčno. Hvala lepa. Kot predstavnik jeklarske industrije je z nami gospod Slavko Kanalec, izvršni direktor za proizvodno tehnologijo investicije v SIJ Group. Kar izvolite, prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v mojem imenu, v imenu skupine Slovenske industrije Jekla. Ja, dejansko se že nahajamo v izredno težkih razmerah, kajti spadamo v skupino energetsko intenzivne industrije in dejansko se že v principu od jeseni dalje soočamo s tem velikim izzivom rasti cen. Skratka, ne vidimo neke velike razlike med letošnjim ali pa prihodnjim letom, kajti seveda odvisni smo od v bistvu terminskih zakupov električne energije in pa dnevnih cen. In dejansko tudi danes, če pogledate cene električne energije, recimo na urnem nivoju, to so vrednosti 300-400 evrov za megavatno uro, kar je v bistvu za nas nepredstavljivo in dejansko smo prisiljeni v principu prilagajati našo proizvodnjo tudi recimo tem cenam. To so take cene, da generalno se moramo sprot preračunati, ali se sploh v principu splača delati ali pa ne. Seveda, treba je poudariti, da je slovenska jeklarska industrija v povprečju pretežno izvozno usmerjena in tukaj se pojavlja v bistvu tudi en velik problem, ker praktično tekmujemo na trgih, evropskih svetovnih trgih, pa tukaj se predvsem fokusirajmo na Evropsko unijo, kjer na nek način nismo v bistvu v enakem položaju kot pa naša konkurenca. Vemo, da je v principu že tam v pozni jeseni mnogo evropskih držav sprejelo vrsto zaščitnih ukrepov za svojo industrijo, oziroma že leta in leta recimo je en ukrep v Evropski uniji popolnoma legitimen in znan, to je v bistvu povračilo posrednih stroškov emisij za CO2. Mi v principu kot neki zadnji v Evropski uniji capljamo, čeprav generalno ta povračila bi nam dejansko dala neko v principu dodatno konkurenčnost. Tako da naslednje leto, naslednji prvi kvartal bo izredno težek, ker treba se je pa zavedati še nečesa. Ne pogovarjamo se samo o cenah energentov, zemeljskega plina in pa električne energije, ampak smo tudi odvisni recimo od uvoza nekaterih kovinskih dodatkov, skratka repromaterijala za našo proizvodnjo, ki pa je seveda tudi prihaja iz energetsko intenzivnih podjetij. Pomeni, da so se v principu tudi vse te surovine podražile in na drugi vizavi tega imamo pa v principu naše kupce, industrijo, kamor prodajamo, kamor je pa dejansko zelo težko 100% prevaliti v principu te dodatne stroške oziroma vse te rasti cen. Skratka, mi ocenjujemo pa vidimo situacijo že zdaj, seveda z veliko večjo magnitudo pa v naslednjem letu kot izredno resno, izredno težko, izredno zahtevno. Predvsem še pod vtisom vsega tega, da ne vemo, kaj bo pa s povpraševanjem, to je pa naslednji moment. Ker trenutno so razmere še relativno zelo normalne, kar se tiče povpraševanja po naših izdelkih. Če se pojavi še ta element, da začne v tem pregretem trgu, lahko mu tako rečemo, še pojemati povpraševanje,
potem bo pa v principu zadeva še toliko hujša, ne, ker takrat se pa začne v principu tisti boj in spuščanje cen, skratka iskanje nekih prostih kapacitet in tega scenarija nas je pa v principu najbolj strah. Tako da definitivno v principu rabimo nekoga, in v tem primeru je to v principu država, da nam prisluhne, da dejansko pokaže, da to industrijo v principu potrebuje, ker konec koncev nekdo vso to energijo more tudi porabiti, more dodati neko vrednost nekim izdelkom, in mi še zmeraj mislimo, pa smo prepričani, da smo tista prava industrija, ki dodano vrednost dodaja. Dejstvo je, da je dodana vrednost v naših podjetjih trenutno nad povprečjem Slovenije, to se pravi, da imamo prave izdelke. Ne nazadnje recimo se lahko pohvalimo tudi s tem, da recimo, če v svetovnem merilu gledamo, so naše jeklarne spadajo v 15% svetovnih jeklarn, ki imajo v bistvu najnižji ogljični odtis. To se pravi, da nismo neka zavožena panoga, da generalno smo v toku, imamo izdelke, smo tudi konec koncev v nekaterih nišnih produktih praktično vodilni v svetu, v nekih nišah, tako da, ampak generalno pa rabimo vsaj primerljive pogoje za to tekmovanje, da ostanemo v tej tekmi še naprej in da se v principu razvijamo. Mi imamo v principu narejene razvojne plane tam do leta 2026 do 2030, namenjamo za investicije recimo tam na nivoju 65 do 75 milijonov evrov letno, vendar v principu, če neka taka kriza dejansko nas lahko zelo zavre, praktično vse to, kar smo nekje ujeli razvoj teh evropske jeklarske industrije, to se pravi korak s to svetovno pa evropsko industrijo, lahko v principu v letu, dveh vse skupaj zamudimo. Toliko z moje strani, hvala. Hvala lepa. Z nami je kot predstavnik papirne industrije gospod Janez Gale, tehnični direktor v podjetju Goričane, izvolite. Dober dan, v mojem imenu, v imenu vseh papirničarjev. Moji sogovorniki so že veliko povedali, kam pa staco moli. Jaz bi majčkeno se osredotočil na papirništvo, ki je ena od energetsko intenzivnih panog. Pri nas proizvodnja poteka 365 dni, 24 ur na dan, tako da je izredno težko kontrolirati porabo energentov. Se pravi, obratujemo skozi elektriko, rabimo skozi toploto, rabimo skozi. Edina stvar, ki se lahko prilagajamo, je, da se prilagajamo s proizvodnim programom. Če pogledamo malce zgodovino papirništva v Sloveniji, se je začela kmalu po začetku papirne izdelave v Evropi, to je bilo na začetku 18. stoletja, tako da tradicija v Sloveniji je, znanje je. Trenutno je v Sloveniji 5 papirnic, nobena ni nobeni konkurenca, vsaka ima svoj produkt. Ker smo majhni, nobena ni kot neka velika papirnica, ampak so vse srednje papirnice, srednje proizvodne in če hočemo preživeti, se moramo fokusirati na nišne produkte. Tako da v bistvu dejansko proizvajamo specialne papirje. Konkurenca je za nas v glavnem v Evropi, zaradi tega, ker en čas je izgledalo, da se bo produkcija preselila v Azijo, na Kitajsko, vendar se zadeva vrača nazaj v Evropo. Je pa problem v tem, da če bo takle energetski cunami, kot se je zgodil zdajle, še en časa trajal, potem je vprašanje, če bomo tudi vse slovenske papirnice preživele. V Evropi se je v letošnjem letu ustavilo kar nekaj papirnih strojev, v državah, kjer je tudi zgodovina papirništva bogata, ampak ker se niso bili sposobni prilagoditi, so mogli pač zapreti proizvodnjo, kljub temu, da so, bom rekel, imeli relativno sveže investicije. Tudi mi investiramo, kontinuirano investiramo, ker če ne bi investirali,
bi že zdavnaj ustavili naše proizvodne. Tako da smo prisiljeni v to. Je pa tako, energija je porasla v letošnjem letu enormno. Ne? In jaz dejansko si predstavljam, če pogledam te grafe, kako so prikazani do zdaj, pa kakšne so napovedi za prihodnji kvartal, se pravi prvi kvartal leta 2022, potem nek padec napovedan v drugem, tretjem kvartalu v naslednjem letu, dejansko izgleda kot en cunami val po nekem hudem potresu. Ne pričakujemo, da se bo v bistvu zadeva vrnila na nivoje, kot so bili, recimo, bom rekel, še na začetku letošnjega leta. In tudi nismo prišli prositi nikogar, ne vlado, ne državo, ne vem, kere inštitucije za neko pomoč, ampak v bistvu samo stojimo realno na tleh in prosimo samo, da nam dovolijo uporabiti tisto, kar zakonodaja omogoča. Kot so sogovorniki že rekli, v bistvu določene evropske države so zelo hitro reagirale in so stopile na stran svojega gospodarstva, svojih ljudi. Mi smo se združili v bistvu, prvič po moje v zgodovini, jaz sem 35 let že v papirništvu in prvič v zgodovini se mi je zgodilo, da smo se v bistvu vse energetsko intenzivne panoge srečale skupaj, da smo skupaj želeli predstaviti v bistvu situacijo, ki se bo zgodila. Mislim, da smo bili še pravočasni, to je bilo na koncu poletja letos, ampak v bistvu se ni zgodilo nič, praktično ni bilo nobenega odziva. Šele zdaj, ko prihaja do tega, da v bistvu zdravstveni sistem kleca pod ceno energentov, tako tudi prehrambena industrija, se pravi tisto, kar zadeva splošno populacijo, šele zdaj so se začele zadeve malce premikati. Tudi papirna industrija v bistvu izvaža 90% plus svojih produktov, pravim, da so to nišni produkti in naša konkurenca je, zdaj če konkretno govorimo o naši papirnici, naša konkurenca je v radiusu cirka 800 km in praktično moramo se sami znajdeti, kako bomo preživeli, zaradi tega, ker ene papirnice so za nas konkurenca, predvsem tiste, ki so integrirane, one lažje preživijo, mi moramo pa praktično vse surovine kupiti. Hkrati s porastom cen energentov se dogaja tudi porast cen surovin, vzhodnih surovin, tako pri nas konkretno celuloze, kot rezervnih delov, podaljšujejo se roki dobave rezervnih delov, podaljšujejo se roki nekih investicijskih vlaganj, zaradi tega, ker praktično so tudi naši dobavitelji že ustavili del proizvodnje. Tudi tukaj, ne vem, so tukaj špekulacije, ali je tukaj tudi posledica dejansko rasti cen energentov, ampak prihaja do pomanjkanja, v končni fazi prihaja tudi do pomanjkanja surovin, prihaja do monopola na trgu surovin, tako da, ne vem, nekdo fajn dobro špekulira, se mi zdi, iz našo staro Evropo, bom temu rekel. Tako da, ne vem, kaj veliko verjetno ni za dodati, pričakujemo bilo kakršno pomoč, bili so omenjeni posredni kuponi, bile so omenjene druge zakonske možnosti, ki obstajajo, tako iz sklada emisijskih kuponov, kot še na drugih področjih so, tudi država bi lahko recimo eno premostitev ali pa odlok naredila, ker tukaj ne govorimo o, bom rekel, neki dolgotrajni pomoči. Mi se bomo že znajdli, ampak treba je prebrodati ta najvišji val, ki trenutno traja in tukaj bo predvsem, vsaj z naše strani, jaz vidim velik problem zna biti likvidnost. Vse ostalo, prevaliti cene na kupce v kratkem roku ne gre, v dolgem roku se bomo pa probali, bom rekel, dogovoriti z našimi kupci, tudi naši kupci razumejo situacijo in so nam pripravljeni pomagati oziroma, bom rekel, pripravljeni sodelovati z nami v najboljših močeh, da vsi preživimo. Ampak verjamem, da niti vsi naši dobavitelji, niti vsi naši kupci zelo verjetno ne bodo preživeli. Jaz upam, da mi bomo vsi. Čeprav je bilo ena papirnica, veste, da je bila že v Sloveniji tudi na kolenih, pa upam, da se bo pobrala, ker vsaka proizvodnja, ki se zapre, potegne za sabo veliko več ljudi,
veliko več družin, kakor je dejansko zaposlenih v tisti proizvodnji. Hvala. Hvala lepa. In sedaj še gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri analitiki GZS, o predlogu sheme pomoči podjetjem. Hvala lepa za besedo. Upam, da se slišimo. Jaz si bom dovolil vzeti približno 10-12 minut vašega dragocenega časa, da bi vam pač poskušal obrazložiti neke temelje naše sheme, ki smo oblikovali, ki je nekako namenjena, kot so gospodje pred mano že povedali, predvsem premostitvi tega zahtevnega obdobja od tranzicije iz aktualnih višjih stroškov proizvodnje v končno višje prodajne cene. Kot rečeno, naši ključni kupci so na evropskih trgih, tam se v bistvu naša podjetja borijo za svoje tržne deleže in tukaj v bistvu je izziv in menimo, da ta shema nekako najbolje naslavlja ravno te izzive naših podjetij. V osnovi, dovolite samo, da malo začnem s pravno podlago, je Evropska komisija nekako že 13. oktobra javno objavila tako imenovan Toolbox for Action and Support, kjer je nekako navedla, da države imajo možnost, da nekako podprejo svoje gospodarstva. To so bili nekako ukrepi za takojšnjo pomoč, ki seveda so izvirali predvsem iz visokih cen zemeljskega plina in posledično tudi električne energije in nekako ko bi rekel, ta toolbox nekako nudi oblikovanje ciljnih ukrepov za podporo sektorjem, za prilagoditev nekako na višje cene, s pomočjo ukrepov državnih pomoči, ki pa seveda ne vplivajo oziroma ne smejo vplivati na nelojalno konkurenco znotraj evropskega trga, pa tudi ne smejo posegati v delovanje EU ETS sheme. V osnovi je torej dvig cen energentov izjemen dogodek, nekako tako visokih cen praktično, tako visokega dviga cen praktično ni bilo še nikoli in razumljivo je, da v bistvu je to velik izziv evropskih podjetij, praktično velik izziv vseh svetovnih podjetij, mogoče v tem trenutku so mogoče tista ameriška, ki so bolj vezana na domač plin, malo manj prizadeta, drugače pa tudi azijska podjetja, tudi pri njih dejansko je dvig cen energentov nekako prisoten. Tako da to je pač globalen fenomen, ampak seveda glede na to, da je Evropska unija tudi zelo pomembna izvozna država, ki ima pač presežek pri blagu, je seveda to za Evropsko unijo tudi stvar konkurenčnosti in seveda to ima velik vpliv potem seveda posredno tudi na nas. Torej v osnovi to ni nekako posledica normalnega delovanja notranjega trga, tako da v tem primeru torej menimo, da kakršnakoli pomoč iz te sheme pomeni, da ne gre za državno pomoč in drugi odstavek 107. člena pogodbe o delovanju Evropske unije tudi omogoča nacionalnim državam, da dejansko oblikujejo sheme, kot recimo ta navedena, ki jo bom opisal. Zdaj, kar se tiče ukrepih drugih držav, tukaj spodaj imate povezavo, kjer je v bistvu bilo nekako v sredini novembra oblikovanih ukrepov okrog v približno 18 državah, večina držav ima neko kombinacijo vsaj dveh ukrepov, nekatera celo 3. Glavnina držav od teh 18 je nekako oblikovala neke sheme za transfere ranljivim skupinam, torej predvsem energetsko revnim gospodinjstvom, seveda potem so pa tudi sledile ostali ukrepi, ki so pa vplivali tako na poslovni sektor, kot tudi na gospodinjstva in sicer začasno znižana dajatev, omrežnin ali pa DDV-ja na energente, največkrat je bilo to na električno energijo, na zemeljski plin, nekatere države so pa tudi nekako uvedle na tekoča goriva. Zdaj, malo manj držav se je nekako odločilo za regulacijo veleprodajnih in pa maloprodajnih cen. Tukaj ne bom zelo jasen, tukaj se ne gre za to, da v bistvu država določi najvišjo ceno zemeljskega plina ali električne energije, nikakor ne. Gre se v bistvu za nekako pametno regulacijo tega področja, ki še vedno ne posega nekako na prost trg oziroma na oblikovanje teh cen na trgu. Nekatere države so pa v bistvu izvedle še nekako določene druge ukrepe. Ampak kot rečeno, skoraj vsaka država ima nekako specifično oblikovan ukrep, kajti v bistvu proizvodnja energije pa tudi poraba je med državami različna, tudi regulacija na tem področju je med državami različna in seveda države so se nekako vsaka po svoje nekako lotila reševanje tega izziva. Zdaj, znotraj naša shema torej predlagamo, da bi bili upravičeni subjekti, torej vse pravne oblike podjetij, torej tako so tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki, pa hkrati tudi zadruge.
Tako da to jemljemo kot nekak nabor možnih upravičenih subjektov po tej shemi in nekako bi ločnico med temi subjekti, torej med tistimi, ki seveda porabijo energijo in tistimi, ki jo porabijo precej manj, nekako potegnili pri nekako oblikovanju deleža stroškov energije v prodaji pri vsakem od teh subjektov za zadnjo zaključeno poslovno leto, torej za lansko leto, torej vkolikor je imel subjekt več kot 1% stroškov energije v prodaji, bi nekako bil deležen povračila škode po tej shemi, vendar potem v nadaljevanju bom pokazal zgolj v primeru, seveda, če bi se ta delež stroška energije v prodaji povečal. Vkolikor se seveda ne bi to pomenilo, da je pač podjetje uspešno prevalilo više stroške energije v končne cene izdelkov in seveda ustrezno temu pomoči ne potrebuje. Ker če pogledamo, kako so ostale države oblikovale, so pač posekale eno dajatev za vse in nekako niso diferencirali med tistimi, ki so nekako uspešno se spopadli z višjimi cenami energije in pa tistimi, ki se niso. Konkretno naša shema pa nekako naslavlja tudi ta izziv. Torej imamo dve AOP postavki, s katerimi nekako podjetje bi izračunalo, do katere mere je izpostavljeno višjim stroškom energije v določenem letu. Torej gledali bi se po mesecih, izračunalo bi se torej delež stroškov energije v prodaji in sicer v obdobju od 1. oktobra 2021 pa do 30. junija naslednje leto in vkolikor bi seveda ta delež stroškov porasel glede na isti mesec v predhodnem letu, bi s tem dejansko podjetje dokazalo, da je nekako beležilo škodo in v osnovi bi to omogočilo, da bi nekako pristopilo do te pomoči. Torej primer, tukaj mogoče samo enega bi omenil, mogoče ta prvi, torej če se podjetju dvig stroškov energije v oktobru 2021 poveča recimo za 0,1% točke glede na oktober 2020, dobi nekako polovico tega deleža, tega prirasta nekako povrnjeno po tej shemi. Torej, ideja je, da dobi v bistvu subjekt približno 15 dni po nekako mesecu nastanka upravičenja pomoč, torej polovico relativne razlike višjih stroškov od energije v prodaji. V posameznem mesecu, torej na medletni ravni, dejansko to pomeni delitev bremena med podjetjem oziroma med subjektom in državo. Zakaj? V bistvu, če bi država povrnila vso nastalo škodo, seveda bi bila iniciativa podjetij neprimerna, tukaj pa še vedno v bistvu podjetje oziroma subjekti ohranjajo iniciativo, da vsaj del večjih stroškov energije prenesejo v prodajno ceno. Hkrati, kar je zelo pomembno z vidika države, je, da s tem nekako demotivira subjekte, ko bi rekel, gospodarsko nezaželjenem ravnanju. Namreč tudi v tujini je bilo že zaznati, da so določena energetsko intenzivna podjetja začasno prenehala poslovati, kajti se jim to ekonomsko ne splača oziroma so celo prekinjala določene dobave o energiji, glede na to, da je njihova tržna cena celo porasla in so nekako dosegale finančne prihodke iz naslova prekinjenih pogodb. Posledično je pač industrijska proizvodnja v teh konkretnih državah narasla manj in tudi to, kar je v bistvu zelo pereče oziroma negativno je, da se je to pogosto dogajalo tudi v proizvodnji surovin za v bistvu prehrano, kar bo imelo negativne sistemske učinke potem tudi na celoten trg hrane. Še vedno v bistvu za hrano in pijačo v slovenska gospodinjstva nekako namenijo, da boste vedeli, 1/6 svojega proračuna, recimo za električno energijo temu namenijo okoli 5–6%, pa recimo za naftne derivate vse skupaj pa okoli 4%. Tako da si boste nekako predstavljali težo teh posameznih postavk in pa seveda končnega vpliva na potrošnike. Pri čemer morate še eno stvar vedeti, da v bistvu stroški energentov, električne energije in pa plina nekako sploh še niso prišli v potrošniško inflacijo in bodo prišli v prihodnjih mesecih. Seveda pa tudi pri poslovnih subjektih je temu tako, pa določena podjetja to že čutijo, nekatera podjetja to čutijo samo na delu svoje proizvodnje, večina podjetij takih, bodo pa seveda na večjem delu proizvodnje čutila više tržne cene, te tržne cene že v prvem četrtletju, prav gotovo pa večina podjetij v drugi polovici naslednjega leta. Torej, gre se samo za to, da v bistvu podjetja so v različni situaciji, ampak ta shema dejansko loči med tem, kdaj seveda je podjetje nekako beleži nastalo škodo
do katere mere pa seveda ne beleži, vkolikor je seveda predhodno nekako kupilo določen energent. Kar je tudi zelo pomembno, je, da tukaj v bistvu, ko določimo to v tej postavki stroški energije, moramo vedeti, da v bistvu tukaj so lahko različni energenti, govorimo seveda najpogosteje o električni energiji, o plinu, ampak veste, tudi ostali energenti so tisti, ki nekako jih podjetja beležijo, lahko je to tudi mazut, redke je seveda tudi kdaj premog ali pa nafta, ampak pretežno pa je to seveda električna energija, tako da tukaj dejansko ne diskriminiramo med tem, na kaj nekako podjetje, kako se ogreva oziroma na kakšen način nekako izvaja svoj proizvodni proces. Tukaj je samo še en primer, torej recimo, če bi se delež stroškov energije v prodaji za 1 odstotno točko dvignil med oktobrom 2020 in oktobrom 2021, bi torej država upravičenemu subjektu povrnila škodo nekje v 0,5 odstotne točke prodaje v oktobru 2021. Torej še enkrat, trajanje pomoči od 1. oktobra 2021 do 30. junija 2022, v osnovi mora biti torej začasne narave. Tukaj predlagamo še vedno, da bi bilo dejansko možnost podaljšanja za 3 mesece v primeru, da bi se tako res visoke tržne cene energije, kot jih gledamo danes, nekako ohranile tudi v kasnejših četrtletjih. S tem je tudi zelo pomembno, da bi subjekti dobili nekako zagotovljeno določeno mero predvidljivosti pri podpori, lažje bi nekako vstopali tudi v nove dobavne pogodbe in tudi bili bi bolj motivirani k nekako ohranjanjem tekočega neprekinjenega poslovanja. Pa gremo mogoče na najbolj konkreten del, torej koliko bi bilo upravičenih subjektov in pa seveda kakšen bi bil nekako strošek te sheme. Torej, če pogledamo zgolj družbe, torej recimo samostojnih podjetnikov imamo okoli 90-100 tisoč, družb imamo okoli 70 tisoč, od teh družb recimo jih konkretno 8 tisoč praktično tega stroška nima, to pomeni, da praktično tudi ne poslujejo. Pri okoli 30 tisoč družbah je v bistvu letni strošek manj kot 1000 evrov letno, tako da nam preostane nekje približno 43% vseh družb, od katerih ima pa nekako strošek energije višjega od 1% prodaje nekje okoli 22 tisoč družb. To so, kot vidite, pretežno mikro in mala podjetja, v manjši meri številčno gledano so pa to srednja in velika. Zdaj, da smo mi izračunali nekako strošek sheme, smo vseeno morali uporabiti določene predpostavke. Gospodarska zbornica Slovenije pač nima dostopa do podatka o tem, kater energent določeno podjetje uporablja, kakšne pogodbe so v ozadju, ki zagotavljajo dobavo konkretnega energenta pod določenimi pogoji. Prav tako ne vemo konkretno za določen subjekt, kakšna je ročnost teh pogodb. In na osnovi teh seveda manjkajočih informacij smo seveda morali uporabiti neke določene delovne predpostavke in te so sicer bile naslednje. Torej, da bi mesečni strošek energije v posameznem mesecu v tega upravičenega obdobja bil približno 50% višji glede na isti mesec v predhodnem letu. Kot rečeno, to je predpostavka. Pri določenih družbah bo ta delež dosti višji, pri določenih bo mogoče isti. Zelo različna situacija bo. In potem smo uporabili predpostavko, da subjekti uspejo v prodajno ceno nekako prevaliti približno četrtino tega nominalnega prirasta navedene vrednosti dviga. Torej recimo, če so za stroške energije namenili 100 evrov več v posameznem mesecu, to pomeni, da so nekako 25 evrov uspeli prevaliti. In potem smo nekako na osnovi tega izračunali, da bi se torej delež stroška energije v prodaji pri podjetju, torej pri srednjem podjetju, torej izračunali smo mediano, nekako povečal iz 3,5% prodaje nekje na 5,3%. Zdaj, naslednja predpostavka je, da bi torej polovico navedenega dviga, torej merjeno prek razlike v deležu energije v prodaji, nekako pokrila država in vkolikor bi vse družbe to pomoč koristile, torej vse družbe vezane na kriterij deleža stroškov energije v prodaji, bi to znašalo okoli 100 milijonov, pri čemer bi bila distribucija teh zneskov naslednja, torej mediana, torej najpogosteje bi bilo izplačilo zneska 410 evrov, minimalni znesek povračila bi bil 54 in pa maksimalen, torej subjekt, ki je največji in nekako tudi najbolj energetsko intenziven, bi pač pridobil iz tega naslova okoli 3 milijone evrov. Zdaj se moramo seveda tudi vedeti, da vsi subjekti pomoči seveda ne bi koristili, nekateri subjekti seveda imajo različne pogodbe o dobavah, nekateri imajo določene omejitve, torej tudi tukaj seveda predlagamo v tej shemi, da seveda to pomoč ne morajo, torej tudi Evropska komisija seveda to zahteva, da družbe ne smejo biti v težavah, da prejmejo to pomoč in pa seveda tudi prepoved mora biti za vključitev v to shemo podjetij, ki
ki nekako prekinijo svoje pretekle pogodbe o dobavi energije, torej da se ne bi nekako izigravalo to shemo. Sam nadzor bi torej beležil Ministrstvo za finance, torej nad predloženimi mesečnimi finančnimi izkazi. Drugače pa to je tudi, če grem mogoče na slabost, tudi največji izziv torej samega našega predloga sheme, ker v osnovi je relativno poštena, nekako naslavlja ustrezen segment subjektov, torej predvsem tistih, ki nekako niso uspešni, da bi lahko dovolj hitro prenesli višje stroške energije v prodajo, hkrati ne diskriminiramo med večjimi ali pa malimi podjetji, torej pri vseh oblikah podjetij, subjektov dejansko gledamo, kakšen je njihov strošek energije v prodaji, tem kako definiramo torej pomoč na ravni posameznega subjekta. Imamo torej tudi različne vrste cen energije notri oziroma vrste energije, kot sem že prej opisal, tudi to je velika prednost. Slabost pa je, da določeni subjekti, ki mogoče zdaj niso bili navajeni, bodo seveda morali v ta namen pripraviti mesečne izkaze oziroma vsaj konkretno za 2 postavki, za prodajo in pa za stroške energije. Konkretno samostojni podjetniki to konkretno ne pripravljajo, tako da v tem primeru seveda bodo morali pripraviti, da bodo lahko nekako dokazali, kako se je pri njih ta delež nekako povečal. In pa seveda še ena specifična situacija je, da subjektom, recimo, ki so se jim stroški drugih surovin precej povečali in bodo lahko uspešni pri prenosu teh drugih stroškov surovin na prodajo, se jim bo zaradi tega prodaja bolj povečala, s tem se jim bo nekako razvrednotil višji delež stroškov energije v prodaji in bodo zaradi tega po tej shemi mogoče efektivno deležni nekoliko nižjega kritja, kot bi pa bili sicer. Ampak to konkretno ni najbolj pogosta situacija, se pa bo pri določenih subjektih ponavljala, tako da tudi na to nekako moramo opozoriti.